Nič. Bomo začeli. Najprej naj vse lepo pozdravim v imenu Mariborske knjižnice na še enem izmed ciklov filozofije med knjigami. Mislim, da je približno okrog 10, morda kakšen manj, približno, recimo. Sem pa izredno vesel, da je danes v današnji sredi Jernej Šček, tržaški Slovenec, filozof, pisatelj, prevajalec, humanist, pisec knjige oziroma izbor intervjujev, ki jih je zbral v knjigi Kavarna Italija, ki so izhajali v sobotni prilogi Dela od poletja 2020 do januarja 2023, tu nekje. Pa bi morda na začetku, ker sem omenil, da si tudi učitelj, izpostavil, da učiš na liceju Franceta Prešerna, morda za nas, ki nam ta termin licej ni tako blizu, na kratko pojasniš, kakšen način šole je to, kako deluje, kako bi jo morda tudi lahko primerjal z našim šolskim sistemom, na kratko. Ja. Dobro večer, Igor, hvala lepa za vabilo. Mi je veliko čast in tudi veselje. Nekaj bi vam rad v bistvu priznal za začetek. Slabost utrujenega meščana. Vsi ti vaši grički in ti vaši vinogradi in te vaše cerkvice, kakorkoli. To dobro dene, no, moram povedati. Ko se nekako spočije, ko se človek sicer utrujen, vozi, ko se reši ljubljanskih zastojev in potem nekako že gre. Tako da, evo, ta neka tuja domačnost me vsakič znova oplaja in tudi izziva po svojem, kako smo in hkrati nismo naši. Tako da, evo, hvala za to še, za to priložnost. Kar se liceja, ja. To je slovenska šola, torej Slovenci v Italiji, 6. stoletje, ne bom tako daleč. Očitno, zori. Del Slovencev, ki je, zato ker je nekdo na nek papir narisal neko črto, ostal čez državno mejo in postal manjšina, sledi nekemu drugemu pač šolskemu sistemu, s tem, da izvaja svoje dejavnosti v delovnem jeziku, v slovenščini. To že zdavnaj ni več materni jezik na slovenski šoli v Italiji. Slovenska šola v Italiji, big question, šola slovenščine morda, to postajamo. Koliko smo še etnična in koliko postajamo jezikovna, manjšinska skupnost, to so velike dileme. Gre pa za to, da v 3 pokrajinah, kjer je pač slovenska narodna skupnost avtohtono naseljena, na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, je moč pač vpisati otroka na šolo s slovenskim učnim jezikom na vseh stopnjah, od jasli do vaše gimnazije, našega liceja oziroma tehniške šole. Licej je seveda nekaj, kar Slovenija v bistvu nima. Je en precej uravnotežen kompromis med humanistično in naravoslovno znanostjo. Seveda premore znotraj sebe tudi svoje specifike in smeri. Jaz pač poučujem na znanstveni in na klasični smeri, to je laična klasična gimnazija, kjer pouk sledi italijanskim ministrskim smernicam. Italijani dajo smernice, v Rimu se zbudijo na jutro in si rečejo, mi bomo zdaj inkluzijo počeli in potem pomagajte si. Ne? Nismo Nemci in sem hvaležen za to. Zato, da nam omogočajo neko zdravo anarhijo, ki seveda vodi v velike čudeže in v velike defekte.
Hočem povedati, da ima profesor na liceju, licejski profesor, precej več manevrskega prostora, precej večjo odgovornost in je ta poklic zares ustvarjalen in raziskovalen. Jaz se pač v popoldanskih in nočnih urah malenkostno ukvarjam tudi z znanostjo in vam priznam, da imam večkrat občutek, da so moja jutra dosti bolj znanstvena od popoldnevov. Glejte, ta točkovni sistem in to. Jaz tega zjutraj nimam. In imam pa mularijo od 17 do 19 let staro, ki kot obvezna oprema, kot zimske gume, čez strojane in triangel in to, sledi skozi 3 letnike 270 uram zgodovine filozofije. Tega Slovenija nima, tega Švedska nima, tega Amerika nima. V bistvu mi imamo na gimnaziji 1 leto filozofije in je to. 60 ur, jaz vem, da ni vse v količini oziroma v dolžini, če hočemo biti malo odurni, ni vse v količini, ma brez tega ne gre. Če se ti mudi, je branje na višji ravni neizvedljivo. Zato, ker to, kar jaz počnem, to, kar vsi mi počnemo, že vsaj 100 let, odkar je minister Gentile leta 1923 reformiral italijansko šolstvo in ga osnoval na humanistični, klasični kulturi, seveda za ceno slovenstva, ta isti minister ukine slovensko šolo v Italiji. Ampak mi to imamo in Ljubljanski manifest v bistvu samo aktualizira in v besedi, v kontekstih, ki to ne poznajo, tisto, čemur mi pravimo obvezna oprema, splošna kultura. To mogoče eno vprašanje vmes, kaj to pomeni za posameznika, ki konča šolo v Italiji, za njegovo splošno izobrazbo, za nek humanizem. Prej sva se pogovarjala, da v Italiji tudi vsak mehanik, vsak napovedovalec nogometne tekme ve, kdo je Giordano Bruno, ve, kdo so veliki misleci v Italiji. To je nekaj, kar pri nas v resnici umanjka. Pri nas tem 1 leto filozofskega poučevanja, ki je v bistvu tudi daleč od tega, kar naj bi bilo, ti ne ostane. Tudi če ti nisi potem nek humanist, tudi če ne greš študirati neki humanistični študij, imaš neko širino oziroma na kak način ti to vidiš? Dvoje bi rekel. Prvič konceptualno. Miselni zemljevid. Napolniš miselni zemljevid z enimi osnovnimi koordinatami, ki te orientirajo v svetu, skozi čas in prostor. In to zato, da se ne zgodi, kot se z Američanom ali Švedom zgodi, jaz sem zdaj 2 tedna se mučil s tistim, kar del Slovenije ima za nedotakljivo, zgledno. Namreč to, da stojiš pred Svetim Petrom, akademik, profesor, kolega, in ne veš, kaj imaš pred sabo. Če so to Rimljani, kdo je to, nič ne veš o svetu. Meter levo ali meter desno od svojega. To je splošna kultura, to je humanizem. To je prva zadeva konceptualne narave. Zdaj sem malo poljuden, veste, danes. Sem malo utrujen in bom govoril, kot bi se poznali. Ženo življenje, prav ne boste zamerili, no. Ali pa Igor ne bo. Ne bom. Prvo je konceptualen vidik in drugi je pedagoški vidik. Namreč dejstvo, da jaz mislim, da historizacija, torej stvarne je to, da greš skozi razvoj zahodne in delček mičkan svetovne misli. Od mita, prek 7 modrih, prek vseh predsokratikov, prek starogrške svete trojice, prek helenistov, prek tako. To mlademu človeku pomaga, mislim, tako bom povedal, zbliža s tem, kar človek je. Z našo bivanjsko majhnostjo. Zato, da daš skozi simpozij med 3. in 4. letnikom, to je treba pljuvati. To ne gre kar tako. In v bistvu ta
ta občutek majhnosti, ki ga imaš pred ljudmi, ki so še zmeraj med nami, ki so leta 399 pred Kristusom, tisto trobeliko in to, prav za nas niso popustili, kot je to v apologiji jasno zapisano, da v bistvu bi se lahko rešil, če bi hotel. In še zmeraj je med nami. To je vzgojno. To je vzgoja. Vzgoja je soočenje z majhnosti, z velikostjo, soočenje z težavo, z naporom, s trudom, s sovretovim jezikom. Jaz tu moram priznati, kot pač pedagog, ostajam zvest pesniškemu, ne pa filološkemu, priznam, ker je pač to naša raba, recimo. Sovreta se da malo bolj z užitkom brati, seveda se je treba pretovči skozi, kdo je ta brencelj in obat, ki tam nekaj stopa od človeka do človeka in mu ne daje spat. Ne? To je tisti komar v poletni noči, tam ki brni in te prebuja, seveda. Je na vsakem koraku treba v besedo. Ampak ko to da skozi, potem se mi zgodi to, kar se mi je 2 leti nazaj, jaz pogodbeno sodelujem z Univerzo v Trstu in sem imel pač na magisteriju eno monografski modul o humanistični misli v Rebulovem opusu. In tam je Mularija glih to pravlja. Mi smo bili navajeni na tega nemogočega, nerazumljivega misleca, prej kot literata, ni šlo nikamor, ne naprej, ne nazaj, zato ker si se moral v vsakem stavku boriti s pojmi. In zdaj smo odkrili marsikateri recept, marsikatero v 60-ih, 70-ih, 80-ih esejsko cvetko. Tako da se velja k njej recimo vrniti. Tako da jaz bi rekel to dvoje, nekaj konceptualnega in nekaj pedagoškega je na tem prebijanju čez sovreta. Zdaj, ko beremo tudi tvoje intervjuje, marsikje v njih omenjaš oziroma intervjujaš mislece, ki govorijo tudi o vzgoji, recimo Umberto Galimberti, ima mladi nihilizem in tako naprej. Hkrati pa ti kot učitelj dnevno se soočaš z mladimi, ki so vrženi v ta svet, rečemo temu negotovosti, v svet kratkih novic, kratkih informacij, nezmožnosti koncentracije. Na kak način ti vidiš mlade, na kak način se razvijajo oziroma je s tem tudi na nek način učiteljski poklic razvrednoten? Tema ni pomembna zgolj v zaprtem prostoru Slovenije, ampak tudi širše. Kako vidiš ti ta spoj, ki se dogaja v današnjem svetu? Small talk. Vse to v 6 minutah. Težko. To bi povedal, da so mladi sposobni čudežev, da kdor je ta poklic izbral, ima njih za svetinjo, ne glede na to, da niso nedolžni. Mladina ni nedolžna, niti otrok ni nedolžen. Ampak pravi učitelj dela v dobro mladih. In če se navežem na naš sistem, jaz jim vedno pravim, edino, kar vam lahko dam, je čas. Je zadnja priložnost v življenju, preden se življenje odraslo vaše začne, da se nam ne mudi. In to, lejte, to je uporniško, to je subverzivno, to je vzgojno. To je vzgoja, da se lahko zamotiš pri nekem konceptu, pri nekem problemu. Da si lahko privoščiš delati analitično in kritično na tistih rečeh, ki so na robu programa. Programa, ki ga je napisal nek funkcionar v nekem uradu, ki nima nobenega stika s stvarnostjo. Jaz se take igre ne bi šel. Jaz vam gladko priznam, da če bi pač delal v sistemu, ki ti predpiše naslov neke maturitetne naloge, jaz se poberem in grem orat tukaj ali pa žagat drva na Pohorje. To ne rabiš učitelja. Če iz učiteljskega poklica delaš bančnega, delaš izvajalca,
delaš, ne rabiš takega človeka, ti rabiš človeka, ki seveda, ki je suveren v svojem poklicu, ki to rad počne, ki verjame v svoj poklic, ki verjame v stroko, ki jo predstavlja. To smo mi, veste. Jaz se rečujem, pač sem zdaj 13 leto v tem, sem začel zelo zgodaj, ker sem imel srečo, da sem vedel, da to hočem početi. In ti rečejo, dober dan, gospod profesor in tako dalje. Učitelj ostaneš zavedno, če si stojiš na svojih nogah. In to mladina krvavo potrebuje. V bistvu neke pozitivne zglede, ki pokaže, da si lahko, pri nas rečemo figon, vi rekli, da si lahko cool, oziroma da si lahko vzoren, zgleden, tudi drugače. Da ni treba se nekaj afnat, pačiti, streljati neumnosti. Jaz njim vedno kažem naprej, ne nazaj. Ne kažem v otročarije. Jaz nočem papik, nočem otrok v razredu. Jaz hočem iz njih izvleči orodja za zrelo, trezno in odraslo življenje. In to so oči, ki jih nobena, vsaj če mene vprašate, pač tak sem. To je verjetno moj prostor v svetu, ma to jih niti nobeno pisanje ne da. To je muka zame. To jaz počnem, naredim, ker mislim, da je pravi, da so časi zreli za to, da se nekaj premakne na relaciji vzhod-zahod. Ampak to je ena investicija medtem ko zjutraj imaš občutek, da si nekaj premaknil, no, ne vem, kako vam povedati. In mladi so tako žejni človeka, no, so žejni. To ni malo. Da se ustaviš, da zamudiš in da v bistvu jim pokažeš, da so sposobni tega, česar mi nismo bili, jaz vam povem. In nisem anagrafsko, vedno pravim. V 15 letih se je svet seveda obrnil na glavo, ampak so sposobni, so neverjetno tudi zmogljivi. Imajo tak prak zmogljivosti nekateri, s pravim mentorjem pred sabo, da je neverjetno. Seveda pa mora učitelj biti to, ne samo spremljevalec na izlet. Mora biti mentor, ne? In to ni nič novega, to je dovolj odpreti Sovreta in malo brati pred Sokratika, če več. Si tudi humanist. In tudi skozi knjigo je rdeča nit knjige je v bistvu na nek način tudi humanizem. Sam se ukvarjaš z renesančnim humanizmom. Pa me zanima, kakšna je razlika med humanizmom v času renesanse oziroma na kak način humanizem gledamo danes. Vsi imamo to predstavo renesančnega humanizma, ki se ukvarja s človekom, ki je človeka postavil na en piedestal in je deloval v nekem sozvočju. Je temu res tako oziroma kakšna je situacija danes? Če zamolčim bistveno umetno inteligenco, tehnologijo, tehniko, ki seveda določa to vprašanje danes, te strašno nehumanistične čase. Humanisti imamo nismo več gospodarji v lastnem domu, bi rekel Freud. Znotraj humanistike nimamo. Ne dobimo žoge med noge, sploh. Po mojem temeljna zmota, če skušam povezati ti dve nepovezljivi obdobji, je prvič. Zmota je predstava, da je humanizem predvsem renesančni, ampak to se nekje kot živec vleče skozi vso zgodovino misli. Helenisti so taki, Scipionov krožek, Terenci je tako. Namreč je to, da smo humanisti antropocentrični individualisti. To je zmota, to je problem.
Češ, da mi postavljamo človeka nekemu v središče in da gospodarimo, da smo takrat zagospodarili svetu in da je to pomenilo začetek konca. Torej okoljska kriza, vse to, kar mi danes v bistvu plačujemo dolg, renesančniki, zato ker so nas Vitruvija tja postavili. Epic fail, ne, daleč od tega. Je dovolj prebrati 2 strani razprave o človekovem dostojanstvu, Pica della Mirandola, med stranjo 7 in stranjo 9. Prve 2 strani. In je jasno, da nismo gospodari, ma smo vrtnari. Samo to smo. Ko je Bog ustvaril vse, kar je, in se ozrl na ustvarjeno, si je rekel, manjka nekdo, da bi ta čudežni vrt upravljal. Samo to. Samo to. In to je vse drugo kot antropocentrizem in to je vse drugo kot individualizem. Humanizem, najbližje temu, recimo, upraviteljskemu ali vrtnarskemu pomenu humanizma, je v sodobni filozofiji seveda personalizem. Ampak o tem skoraj ne duha, ne sluha. Tako da to je precej obtežen voz predsodkov in v bistvu osnovnih za tretji licej napak, s katerimi se moramo soočati in stalno zagovarjati, da nismo to, nismo to, sploh nismo to. Tako da to je ena stvar. Drugič seveda, drugič bi to morda omenil. Namreč predsodek, po katerem smo humanisti v času našem, jaz temu pravim total black, ko je ko je torej ta nekje senčna plat nihilizma modna muha. Torej danes, če hočeš zveneti relevantno nekje na filofaksu, moraš absolutno se v črno, prva stvar, črn in po možnosti, če pa si spal 12 ur, si podočnjake narisati, torej to moraš gledati. Tam nekam se upogibati k tlom. To. Češ, da je to vstopnica v ne vem kašno. Berite Tomico, zelo pride s severa, veliki roman o Petru Pavlu Vergeriju mlajšem, iz časa Trubarja, in to v prvem poglavju, avtobiografskem, vam to pojasni. Kako smo pač leta 45, ali pa ste, morali tudi ta kot intelektualni vides v bistvu intelektualca v javnosti nekje rekonstituirati. Total black. In torej, humanisti smo nasproti tega. Smo tisti naivni in slepi verniki v človečnost, v to, kar je dobrega v nas in tako dalje. To samo otroci so taki, ne? Samo otroci so taki. In s tem se mi soočamo. In to je absolutna ignoranca. Zato, kdor je vsaj malenkostno prebral kakšen odlomek iz tistega obdobja, seveda ve, da ni tako in da smo, če ponudim eno hitro rešitev, če že, optimistični pesimisti. To smo mi. Humanist je človek razuma in srca. Poljudno smo rekli, ne? Je racionalist v tem, da že zdavne pred Kartezijem v bistvu dvomi in metodično dvomi in vse to. In razum to počne. Je organ nevernega Tomaža. To je razum. In potem, samo tukaj se ne konča. In potem imamo voljo. Imamo voljo. Smo voluntaristi. Tako da to dvoje dati skupaj je treba. S humanizmom je treba dati stvari skupaj, veste. Se odpovedati binarnim opozicijam. To je humanizem. Drži skupaj stvari, med katerimi niha naše življenje. Ni nikdar samo eno ali samo drugo. In to držati skupaj je problem danes. Je problem za kompleksno misel, je problem, zaradi katerega imamo še zmeraj nekje težave. Ne? V določenih kontekstih vam povem. Zato, ker
Maribor se pač in Slovenija, kontinentalna, pač celinska Slovenija, se historično seveda oplaja in referira na nemški govoreči prostor in intelektualni prostor. Slovenija ob osamosvojitvi. Če mene vprašate, pač slepo, precej nekritično posnema anglosaške modele, tudi pedagoške, problemskega pristopa, hiperspecializacija, izbirnost za vsako ceno, izbira je en rezultat. Da priješ do izbire, moraš dati skozi nekaj, med čemu izbirati. Izbira ni začetek, je dosežek enega razvojnega procesa. Medtem ko mi ne samo izbirati. In potem ti Švedi govorijo o nekem trajnostnem razvoju, ker imajo te predmete izbirne. Kdo bi izbral 6 mesecev brat pred Sokratike, povejte. Kdo bi izbral se sredi zime zbujati ob 5 zjutraj, da gre v šolo? Saj to je problem. Misleč, da polnimo življenja, mladine, svobodno izbiro in voljo, vse skupaj, jaz mislim, da zelo obubožamo vse skupaj. Praznimo jih. Samo to je precej škoda, no, tako. Morda, ko te zdaj poslušam, mi pride na misel to, kar sam dostikrat rečeš, prihajaš iz okolja, ki razmišlja drugače. Sam praviš, da razmišljaš romansko. Kaj to pomeni? Kaj pomeni razmišljati romansko oziroma kaj pomeni tisti drugi pol, če bi morda to malo razložil? Nek seštevek ali pa vsega tega, kar sva malo zdaj tu natrosla z mize, te drobtince pač. To sva zdaj iz drobtince po kosilu. Smo mi mogoče preveč nesproščeni, da romansko mišljenje pa nekaj drugega? Zdaj, kako to prijeti, te rogove. Ja. Jaz bom seveda, ne bi šel v ta izjava, da lahko tržaški Slovenec razmišlja romansko, je bila do pred 30 leti izstopnica za izgnanstvo. S tem smo bi si nakopali svoj čas pot čez Rapallo v Maribor. Zato, ker ne smemo tega povedati, tega priznati glasno. Ne smemo napisati prvenca s takim naslovom. Vendar, če smo se borili in upirali, čemu smo se borili, poznate to, ne? Čemu smo se borili, kot Išček, ki je zaveden tržaški Slovenec, posveti svoj prvenec Italijanom in piše z njimi in sodeluje z njimi. Jaz sem imel sosedo, smo imenovali Šiora, zdaj grem malo naokrog prav, smo imenovali Šiora, gospa Italija, se imenovala Italija in je bila seveda istrska Ezulka, ki je zbežala iz Jugoslavije ali pa zbežala, ja, lahko rečem. Ubežala pač iz današnje hrvaške Istre v Trst. In mi smo imeli nek tako, v bistvu v četrti, kako se temu reče, nek društveni prostor, kakorkoli, z enim mičkanim nogometnim igriščem oziroma igrišče za vse je bilo, košarka, nogomet, nimamo take infrastrukture kot vi. In tam smo pač brcali in potem ta brc je brcnil čez sosedin plot k gospe Italiji, ki je seveda sistematično te naše žoge zapikovala, ker smo bili Slovani in vse skupaj. Torej, to jaz nosim marsikaj, je bilo treba predelati in še zmeraj predelujemo pri pač takem delu, ki ni samo ena knjiga, vam očitno. Če se s tem ukvarjam tudi sistematično in na račun česa drugega, pomeni, da ni samo neka oplatničena različica sobotne priloge. Kaj pomeni romansko? Ja. Kaj pomeni romansko?
Veste, da ne vem. Ne vem, kaj pomeni romansko. Jaz mislim, pomeni neko pripadati enemu duhovnemu in idejnemu svetu, ki je tako nazaj, da je svet prihodnosti. Jug Evrope, Mediteran, Grčija, Italija, jug Francije recimo, del Španije morda, trdim, je rešilna bilka te celine. Mi smo tam ostali tako nazaj, da morda se bo treba, in to se dogaja. Namreč, to, da Švedi po 20 letih permisivne vzgoje v svoje šole znova vračajo učbenike. To so mislili, da je mogoče brez in ugotovijo, da ne. Romansko je to, da analiziraš besedila. Naši učbeniki, ki jih seveda nimamo, ni učbenika v slovenščini, ki bi šel skozi zgodovino filozofije, ga ni. Niso učbeniki, niso priročniki, so berila. Mi gledamo na svet skozi berilo, skozi besedo recimo. To je romanski svet, če hočete. Moč besede. In v času podobe mi smo tam ostali in zvesti recimo besednemu sporočanju, besedi, itak preveč govorimo in vse to. Veste, preveč, to, kar je za morda celinski svet, tudi za slovenskega delno, enostavno preveč. Ne? Vi imate v Narodni galeriji, v hodniku baroka, samo Italijane. Tega vsega preveč. Medtem ko humanizem, ta romanski pojmovanje humanizma, se ne boji tega preveč. Je v bistvu neka vrsta obvladano razkošje. To. Da je mogoče obvladovati tudi razkošje pomenov, izraznosti, različnih načinov bivanja in vse to. To, da ni mogoče vse samo skrčiti, poenotiti. Naprimer, ni mogoče na referendumu izbrati, če boš ob nedeljah, da bodo v nedeljah zaprte trgovine. To je za nas, za našo romansko glavo, nepojmljivo. Zakaj ne, če zdravnik ti 24 ur ima turnus in potem ti prije domov in nima kaj za podzob. A ja, se mora preorganizirati in vse to. Ta načrtovalska obsesojedenost. To je Berlin, veste. In to je nemški prostor. To ni natančnost. To je obsedenost z načrtovanjem. Zato, ko potem priješ v Berlin in je vse v zamudi. Se ti zdi, da si v Neaplju, Berlin je smetišče. Oni načrtujejo, to imajo radi. Seznamčke. In tudi Slovenci imate to radi. Seznamčke in kljukice in vrhove odkljukati. Tako dojemate, jaz imam občutek življenja. In si srečen takrat, ko si odkljukal. V bistvu si vse organiziramo, življenje pa gre mimo. Ja, ma življenje ni to. Ni samo polinično, ne, če hočete. In mi po svojem nismo to grozdje in to vino in vse to, ta hrana, ta dionizičnost na nek način, ki jo pač oplaja naš vsakdan. Mi imamo to na nek način srečo, da lahko pač vsakodnevno živimo v tem na nek način. Ne? To niso počitnice ali pa zdaj se bom naštimal in šel na večerjo. Ta stik z dionizičnim morda. Odlično. Če se mogoče še malo obrneva na knjigo, sam si že omenil ta
pa ne bom rekel paradoks, ampak Jernej Šček, tržaški Slovenec, je izdal knjigo Kavarna Italija. Zdaj, avtorji in avtorice, s katerimi si se pogovarjal, so v Italiji zelo znani. To niso neznana imena, to so imena, ki jih Italijani poznajo. V slovenskem prostoru pa malo manj ali sploh ne. Kar se vidi tudi, ko boste brali intervjuje v knjigi, se vidi na koncu vsakega intervjuja, so tudi dela, ki so od avtorja prevedena v slovenščino. In marsikje zazeva na koncu praznina, kar pomeni, da je v slovenščino prevedenih zelo malo del. Ampak vseeno, zakaj si se odločil, da boš slovenskemu prostoru predstavil te mislece, s katerimi si se pogovarjal? Pogovarjal si se seveda z večjimi, to je samo, mislim, da prva od treh. Prvi del. Ja. Kaj si hotel s tem v ta prostor prinesti? Jaz sem se seveda za nazaj zavedal, da je pogovorna lopata nekam prijela. Ni bilo naklepno. To ni bilo naklepno, ni bila neka zaseda slovensko popravstvo, ki bi ga rad opijanil s tem italijanskim grozdom. Ne. Sploh. Tam nekje nad četrtine, kakorkoli že, nekega spontanega nastajanja ob mojih prevajalskih takrat prevodnih delih in vse skupaj, ker sem želel te svoje stare znance, torej ljudi, s katerimi se bralsko in drugače soočam, tudi globinsko, ali pa malo globljeno prečesati. Potem sem ugotovil, da morda je nekaj na tem, da je to nek živec in da je to neka potreba tega časa. Da je morda čas zrel nekje, da zakrpamo tisto, kar je 20. stoletje nekje odkrpalo. Ne? Čez neke, zakrpati, kar je bilo odkrpano. Ja. To je recimo, mislim, da obojestranski interes. Najbrž je tako delo bolj pomembno za nas kot za soseda, to moram tudi priznati. Za nas, zato ker mi brez tega velikega oceanskega soseda enostavno se ne moremo prav historično konstituirati kot suveren narod med narodi. Zato ker to, kar se nam je zalomilo med vojnama z Italijani, nas določa nekje. Ne? Nas določa. To je eno temeljno poglavje novejše zgodovine naše. Medtem ko je med nakazalu italijanskih poglavij ta zadeva tam nekje, ne? Pod eno zvezdico recimo. In vendar mi, nekateri od teh in naslednjih sogovornikov tudi priznavajo, da je zaliv nekje reseno okno v svet, tudi njihov svet. Tudi njihov svet. Jaz sem velik podpornik sintagme, ki se končno uveljavlja v italijanskem zgodovinopisju in fajn bi bilo tudi v našem, za opredelitev tega, kar se dogaja med nami nekje od druge polovice 19. stoletja do danes. Italijani so dolga leta govorili o confine orientale, o vzhodni meji. Kot da bi vzhod ne imel svojega zahoda, s katerega je moč gledati na ta problem. Kot bi Bazovica ne bila heterotopija. Gmajna za ene, Šoht za druge. Kot bi Kobarid ne bil to. Najhujši vojaški poraz Italijanov v zgodovini. In čudež na drugi. Torej, končno odpirajo oči za to, da je temu treba reči drugače. Da je to treba klicati na drugačen način. Bolj heterotopično. In so lani z nekim prav vademekumom, v bistvu, z nekimi splošnimi smernicami, utemeljili sintagmo, za katero v slovenščini nimamo oziroma
ni direktne nekje inačice, frontiera Adriatica. Da je Adriatico, da je Adriansko, da je Jadransko, je jasno vsem, ampak razlika med frontiero in confine. Confine je ena črta, meja. Frontiera je eno območje. Ne? Bi bilo reduktivno temu reči jadranska meja. Je zame vsaj eno jadransko obzorje, prav, eno jadransko okno. Jaz temu pravim zalivski pogled. In to pomaga tudi njim razčistiti, reševati ene svoje nerešene. Seveda na relaciji tudi z nami nekje. In v bistvu potem ugotoviš, da je Kavarna Italija ena evropska knjiga. Zato, ker ko stojiš na Jadranu, jaz vsako jutro se zahvalim, ko se peljem na delovno mesto nekje, za ta pogled, za ta zalivski pogled. Zato, ker ti imaš dobesedno pod levo nogo Balkan, pod desno nogo Škoren. Pomislite na Istrane, na Italijane, ki so prišli iz Istre v Trst, misleč, da so prišli v Italijo in še zmeraj gledajo Italijo tam čez. Italija je še zmeraj čez lužo. Pod desno nogo imaš Italijo, pod pač sabo Jadran in za hrbtom imaš srednjo. To ni malo. To ni malo. Tako da tukaj se nam jasno zarisuje neko evropsko obzorje in zavest, da so ta kontaktna območja, kot se danes pravi pač območjem etničnega in jezikovnega stikanja, laboratorije in tudi v bistvu preizkuševališče zdravja, evropskega zdravja. In to zdravje peša. Zato, ker se manjšinsko vprašanje, to je Bruselj žal v zadnjih 2 letih odločil, odvzema zunanje politike. Manjšinsko vprašanje ni več vprašanje diplomacije. Ne vstopaj, ne stopaj v sosedov zelnik, ne hodi, ne drezaj. In potem ti Borrell govori o sodih spodnika in tako dalje. To pomeni, da žarjavce so tam. In kje so žarjavce? Na kontaktnih območjih. Tam se igrata vojna in mir v Evropi. To nas uči 20. stoletje in mi spimo. Zato, ker judovski pogromi še v carski Rusi pred meščansko revolucijo 1905 in Armenci pod Osmanskim cesarstvom še in vsi Slovani v Julijski krajini. Že od leta 19, veste, vi ste imeli med vojnama Maribor levantinskega škofa, škofeločana, Andreja Karlina, ki je bežal pred skvadristi leta 19, ko so mu udrli v stanovanje. To je bil zadnji slovenski tržaško-koprski škof, ki je potem prebežal, Rapalja še niti ni bilo, niso še niti podpisali toliko o Petiti di Roretu in njegovih obljubah. In je moral bežati prek Stične v Maribor. To mi poznamo, to mi imamo. To izkušnjo mi imamo v žepu, to karto, če hočete. Imamo v žepu in ne bom Münchenski sporazum in sudetska kriza in vse te reči. Tja do balkanske vojne, vojna na Balkanu, ki je točno to. Če so manjšine, torej kontaktna območja, vzrok ali izgovor, je potem drugo vprašanje, lahko debatiramo. Če smo bolj ali manj materialisti, marksisti nekje, ne? Lahko debatiramo, koliko je nadstavba določujoča. V redu, baza, ekonomija, gospodarstvo, za to je šlo. Lahko je morda samo izgovor, ampak vendar nekaj je. Kje sva začela? Nekje. Morda nadaljujeva. Deva. Marsikdaj v svoji knjigi, tudi v intervjujih, ki jih daješ, govoriš o kontekstu. Zdaj, te odnosi med Italijo in Slovenijo ali še prej Italijo in Jugoslavijo so seveda bili zaznamovani s Prva svetovna vojna, Rapalska pogodba, fašizem, v bistvu potem tudi povojni poboj, ampak
kaj misliš s tem kontekstom, ki ga tolikokrat izpostavljaš, ki bi lahko doprinesel do nekega medsebojnega razumevanja? Mi imamo problem s spominsko kulturo danes. Naš čas se krči na spomin. In v bistvu miži nad tem, da ima spominska kultura neke konceptualne in tudi metodološke meje. Mi mislimo, da je spomin zgodovina. In to je problem. Da znamo gledati na preteklost samo skozi tisto, kar smo mi, naša družina, naš narod, naša država doživeli. To je zgodovina. Če vprašate kakšnega gorenjskega kmeta v Crnem grobu, vam bo rekel, mi smo imeli mir, dokler niso prišli partizančki in potem. To je problem. Brez konteksta postanejo Dražgoše, so Dražgoše zakrivili partizani. To se danes dogaja. Če začneš leta 1940, ne more biti nič drugega kot državljanska vojna. In mi imamo podobno septembrom 1938 z razglasitvijo raznih zakonov. Mussolini je odločil v Trstu na Velikem trgu to narediti 18. septembra in so premaknili vodnjak 4 celin v kot, zato da bi dali prostor odru koncertnemu oziroma prizoriščnemu odru v črkah, pač Dux. In to je problem. Če začneš v bistvu senčno plat zločine fašizma naštevati od septembra 1938. To je spretno politično orodje tistih, ki bi radi pokazali, da je Mussolini takrat klecnil, pač se mu je spotaknilo, tik pred vojno, pod pritiskom predvojnih zavezništev, pri čemer je pač uvozil v Italijo nek, sicer Italijanom, dobrim ljudem, tuj princip. Je pač uvozil iz Nemčije antisemitizem. Ne? V redu, priznamo. Se nam je spotaknilo. Italijanska desnica, tudi ta desnica, nima nobenih težav s priznavanjem in opravičevanjem za razne zakone. Nasprotno, ravno to igro igra. Zakaj? Ker boj za spominski kontekst. Ker če začneš septembra 1938, ne rabiš Andreja Karlina, ne rabiš Lojzeta Bratuža, ne rabiš Virgila Ščeka, ne, nič od tega. Ne rabiš, ker ni uporabno za eno določeno očitno, izključevalno naracijo, pripoved. To so problemi. In prej smo omenjali Ljubljanski manifest in vse to. Branje na višji ravni, globinsko branje pomeni tudi kompleksno mišljenje. Ne? Edgar Morin. Kje je Morin v slovenščini? Kje je bojni? Torej vse to je treba še narediti. Kompleksno mišljenje izgubljamo. Na račun, torej vzroke, posledice, dolg kontekst, vedno se da en korak naprej. Jaz sem prej malo se hecal s to Aido v 16. stoletju. Koliko nazaj moram iti za to, da bom korektan do preteklosti? Nikdar dovolj. Nikdar dovolj. Nikdar dovolj. Ampak temu se odpovedati pomeni pač odpreti vrata manipulacijam in revizionizmom in tako dalje. Zdaj, katera je novost? Da precejšnja novost in tudi to je science fiction. Da ti v bistvu fašisti ali pa postfašisti ali pa neofašisti ali pa kakorkoli že rožljajo s pojmom negacionizem. Uporabljajo pojem negacionizem za ta druga. To je danes, bodite pozorni, v igri. Da izključevalne desnice krivijo za negacionizem tiste, ki vztrajajo z dolgim kontekstom.
fojbe, Italijani, zato ker so Italijani, ja, ampak 20 let fašizma v Julijski krajini, negacionizem, zanikovanje. To je hudo. Torej, referiranje na dolgi kontekst je v današnjem času negacionizem. Tako daleč smo, take težave imamo s kompleksnim mišljenjem. Da v bistvu je korakanje nazaj, zato da bi bolj celovito, integralno razumel zgodbo v času pač kulture zanikovanja in cancel culture, to je to, nedopustno, delegitimirano. Danes ne rabiš niti več zapore, danes nad jaz dela 100 na uro. 100 na uro. In to je problem. Ampak glede na to, da ta mašinerija obtoževanja z ene in z druge strani dela nadure, na kakšen način vseeno pristopiti k tem problemom, ker to dejansko so problemi in če hočemo, da bo prihodnost vsaj kolikor tolikor svetla, moramo na nek način se s tem soočiti, s tem, kar se je zgodilo, s tem, kar je delala ena stran, kar je počela druga stran, ampak na kakšen način, ne vem, vsem nam takoj pride v misel Mattarella, Pahor, Bazovica, kateri so pristopi? Eno je seveda kontekst, da poskušaš ne, kot si sam rekel, zgodovino ne formirati na podlagi spomina, ampak nekega širšega konteksta zgodovinskih dejstev, ker sej italijansko-slovenske mešane skupine so o vseh teh stvareh znanstvenega vidika svoje že povedali in bi človek pričakoval, da bomo tukaj potegnili črto, ampak tukaj je nekaj drugega v igri. Mogoče tudi kako se ti kot slovenski Tržačan oziroma tržaški Slovenec soočaš s temi težavami. Jih čutiš oziroma kako gledaš na njih? Je morda tudi knjiga nek klic k pomiritvi? Kako? Ja, hvala. Sva nekako zajadrala v neko obteženo diskusijo. Se opravičujem, bi lahko govorila o rožicah in o drugem, pač o lahkotnejšem, ampak dobro. Kako jaz vidim, ja. Jaz sem za eno zrelo in v bistvu kritično prijateljstvo in priznam, da se stvari ne dajo rešiti s podpisom nekega dokumenta. Priznam tudi, če hočete, da je v bistvu državna zgodovina ni tisto, kar iščemo, ni tisto, kar rabimo morda. Da morda tudi to nepriznanje, ta neratifikacija poročila mešane komisije strani italijanske države znanstveno utemeljiva na nek način. Da zgodovinari delijo zgodovino in države delijo države. Torej, s tem nimam težav. Sem podpornik poskusa nekega transnacionalnega branja preteklosti, gotovo da. Torej, tu je treba oboji moramo nekako dati na mizo vse karte, gotovo. Moram pa tudi priznati, da smo Slovenci malo naivni v mednarodnih odnosih. Da za ceno prijateljstva kdaj pa kdaj tudi požremo kakšno pregrenko na nek način. Potem Pahor, Mattarella, Bazovica je že pase. Zdaj sta od včeraj častna diplomanta Trške univerze. Torej to je tudi v redu. Razumem, da tako kot v življenju, tudi v partnerskem življenju, tako v mednarodnih odnosih, enkrat teče zajec, enkrat teče lisica nekje. Malo moraš en povleč, potem drugi. Ni 50-50 ne obstaja v relacijah. 50-50 je obzorje, k kateremu stremimo, ker ima vsaka reka dva bregova. Torej, pri nekem zrelem sosedstvu dveh bregov mora vsak narediti tisti svoj korak. Ne more drugi hoditi namesto tebe, evo. S tem, da kakšenkrat je treba malo tudi povleči za sabo, podsukati, brcniti, v redu.
To je tudi prav. Kateri je problem? Da je Italija velika in kompleksna država in da je zgodovinska stroka že zdavnaj rešila, ni dvoma. Stroka nima več težav. Vam dam samo ta primer. Raul Pupo, ga boste našli tukaj. To je zgodovinar, ki pač je v italijanskem zgodovinopisju načel, raziskal največji poznavalec pač vprašanja Fojbe in Exodusa. Ne? 12 let nazaj je moj profesor za zgodovine nas svarila pred Pupom, češ, Pupo je desničar, ker se s tem ukvarja. Ne brat Pupa. Danes je Pupo tako malo desničar, oziroma je vedno ostal tam, ker je bil v znanstvenem polju, da ga boste za manj iskali 10. februarja na dan spomina na žrtve Fojbe in Exodusa na nacionalki. On je bil vedno strokovni referent predvajanja v živo pač iz Bazovice. Ne? In torej se je oglašal tam kot strokovnjak na področju, so ga umaknili. Toliko o teh rečeh. Odvisno od politične klime te okarakterizirajo. Pa mogoče zdaj proti koncu greva, še preden se dvigneva nazaj na svetlobo, bova še malo zagrebla v težke teme, ker se mi zdi, da je pomembno, da premišljamo težave in tudi tisto morbidno oziroma težko, kar se dogaja, ampak hkrati s tem bova pa tudi videla, boš mogoče ti sam povedal, da se kljub grozodejstvom, ki se zgodijo človeku, družbi, medosebnim odnosom, se da obrniti list in stopiti naprej, kljub temu, da je pod gladino nekaj temnega in težkega. Tukaj bi mogoče samo z parimi besedami nakazal, pa boš ti potem razložil, o čem govorim. Večerja na mizi, tragedija neke družine. Ja, a bom jaz to razložil? Ja, hvala. Ja. Hvala lepa, no. Imam srečo dobrih prijateljev in znancev, ki potem pomagajo do ljudi, pravih ljudi. Igor seveda nakazuje na zgodbo Tatjane Bucci, preživevke, ki je postala pričevalka, to je dolga. Kaj so ti ljudje v enem življenju dali skozi in še so med nami, je nepojmljivo. Torej se rodiš v družini, ki je bežala pred pogromi v carski Rusiji, na reko zato, da če bi jim kdo udaril v hišo, bi lahko skočili na barko, morje je bila njihova varovalka, to so imeli oni v mislih. Mi bomo poiskali eno mesto, ki nam omogoča izhod v sili. Italijanska družina takih in drugačnih korenin, ukrajinskih, slovanskih, praslovanskih, kakorkoli že, rojena na reki pod Annuncijo, italijanski reki, tudi črni, če hočete, ki nek večer pač se usede za mizo in pusti krožnike in pač ne uspe z žlico zajeti mineštre, zato ker pač udrejo nacifašisti, sosed, ovaduh, Italijan, seveda, jih prijavi takrat že nacističnemu okupatorju in prek Susaka potem v Rižarno, edino nacistično taborišče s krematorijsko pečjo izven Tretjega rajha, Rižarno pri Sveti soboti, torej tam ne veš, tam jaz nikdar ne vem, če zavit levo na nogometno tekmo ali v Rižarno, sredi mesta. In potem, torej 14 članov menda družine, od katerih je seveda na Judenrampe pri selekciji velika večina gre takoj tja, za kar so bili tja poslani pač, ne, torej v uničevalni, skozi uničevalni stroj. Ostali pa čudež, prvi čudež. Taboriščnik, predvsem judovski, je
čudežno rešen, če to postane. Kdor je dobil žigec na roko, je bil prvič že poljubljen od Boga. Se je prvič že rešil na tisti rampi, ko je šlo levo in desno. In zdaj, kaj je problem? Da je imela Tatjana in sestra Andra, sta imeli 7 in 9 let in bratranček Sergio še nekaj manj menda. Torej 3 otroci v Birkenau. To je tudi zgodovinopisje v bistvu pozno raziskovalo. Vprašanje, kaj otrok tam sploh počne. Če je bilo taborišče pač namenjeno izkoristku delovne sile do smrti nekje, ne? Zato je bilo, temu so bili namenjeni bloki. In ne. Prva vrsta levo, skrajno levo, jaz se ukvarjam tudi s kulturo spomina in vse to, z malarijo, tudi prek Memoriale de Shoah v Parizu, v Berlinu sem študiral in se s tem ukvarjam. Prvi blok levo, kinderblok. Torej tam so otroci imeli na svojo seveda funkcijo, vezano na zdravstvene eksperimente in podobno. Predvsem tisti, ki so se zdeli dvojčki. In ti sestri sta bili zamenjeni v bistvu za dvojčici. Sergiota pa, kdo ve, morda je bil podoben sinčku, prijatelju, morda se tisti trenutek obrnil. Lager je slepa nujnost. Tisto, kar se zgodi, ne more biti drugače in nima smisla. To je starogrški pojem, slepa nujnost. In v bistvu tam potem se vzpostavi ta bratranček Sergio, je potem pač tragično ena druga zgodba, v katero zdaj ne grem. 27. januar, osvoboditev Rusi, Praga, prvič stopita v šolo, za šolsko klop v Pragi, v češčini. Potem Anna Freud, ju spet slepo izbere za svojo preuzgojevalnico v Lankfieldu, v Angliji. In torej tam vstopite v družbo prek igre, prek igralnice, v angleškem jeziku. Italijanščina, češčina, ne, italijanščina, nemščina, oni dve sta v taborišču pozabili na svojo materinščino. Boj za preživetje, naučili nemško. Češčina prvič v razredu, angleščina prvič v družbi in potem ti spet posrečne na ključu neke fotografije, ne morem v to. Preživela mama in teta sta preživeli in se medtem vrnili v Italijo, v Neapelj in potem v Rim. V Rimu, kjer je bilo neka vrsta rimska judovska skupnost, je postala v tistem povojnem času nekje zbiralnik teh po Evropi raztrosenih duš. In vi si predstavljate na peronu železniške postaje Termini to mamo, ki čudežno, težko si človek predstavljati, kaj je to za čudež. Spet najde, ne samo, da so preživeli, si jih našel. Koliko otrok je potem šlo posvojenih nekam na Urale, čez Urale, v Karpate, v Uzbekistan. Niso znali rekonstruirati verige, družinske verige. Ni šlo. In ta mama čaka, pričakuje ti dve sestrici v bistvu tam na tem peronu in z odprtimi rokami in ti dve ujokne. Tragedija. Še ena izroditev, še eno izkoreninjenje. Še enkrat zapuščenje s svojo lastno materjo. Je noro, kaj vse to nosiš. In potem ti Tatjana Bucci, ki se je med tem spoznala, seveda po vojni Exodus, tudi ona, v bistvu je del tiste družine, ki oni so leta 47, ali pa 8, no, ne vem, pač izbrali Trst, se ne vrnil na reko v Jugoslavijo, po tržaškem vprašanju in to. In potem pač se zaljubil nekega tolmača, ker je Trst še danes prestolnica. Ima najboljšo visoko šolo za prevajalce in tolmače v Italiji. In se zaljubil tega tolmača in živi v Bruslju, seveda, ne? In potem ti ta stara gospa
ki je, ponavljam, iz preživevke zrasla v pričevalko. Razlaga, seveda se spomni tistega prizora. Jaz sem en teden preživel pač z njo, popoldan, in ugotovil v bistvu, oziroma po njenih besedah, da je našla pot iz taborišča, kar je seveda velika izjema. Večina pričevalcev, tudi v temeljnih delih in to, ne samo levi, dam primer nekega Samija Modjana, ki ga še nimamo, je bil Sonderkommando, to je druga zgodba. Ampak trdijo, da ni shoda, razen skozi dimnik. Tudi če si preživel, v bistvu si vse življenje tam ostal. Medtem ko Tatjana na nek način, ta se je izvlekla in ji vidiš neko notranjo, eno tako luč, da jo je zgledna, ne? Dokler seveda potem ne pritisnem na snemalnik in to je bilo lih po kosilu v enem popoldnevu, takem sončnem, in je pustila priprta vrata v kuhnjo. In tam se je zmračilo v bistvu, oziroma jaz sem tako to doživel, no, potem sva tudi o tem govorila. Se je spomnila tistega večera, ne? Tiste mineštre, enolončnice, ki je ostala tam na mizi. Ja, v bistvu praviš, da kljub temu je uspelo na nek način obrniti stran oziroma po Freudu predelati lastno tragedijo. Zdaj, morda še zadnje vprašanje, preden zaključiva, malo bolj pozitivno. Kras je tisto, kar na nek način vidite, gledate, kako ga čutite, kako ga čutiš ti, kako ga čutijo Slovenci, kako ga čutijo Italijani. Kaj bi dejal o tem? Ja. Trst je pač pristanišče, ki gleda na gore, ki se zrcali v gorah in ki jih stalno išče nekje na obzorju. V zahodnih Julijskih Alpah Tržačani upravljamo s planinskimi kočami, tako da to viš, montaž, to je nekje naše. Naš žlebeh, kot bi bilo pravilno imenovati Nevejsko sedlo, če gre verjeti Henriku Tumi in Pavlu de Marcuju, verjemite. Naš žlebeh je toponim tistega sedla med Reklanico in Jezersko dolino in tam smo Tržačani nekoč hodili na zimske počitnice in to, ne. Zdaj so Dolomiti preblizu in so avti predobri, da bi se ne splačalo podaljšati za par 100 kilometrov. Zapiramo klepaj. Kras, dolina Glinščica in ta kraški rob so pred soba v gore. Tržačani in ta Kras ni samo v Tržaškem zaledju, se ne začne tam, kjer se mesto konča. Ta Kras svoje lovke potiska v mestno središče. Zato, ker mi imamo recimo Bošket na lovcu, je slovenski toponim, torej mestni gost v bistvu, to ni park, to je gost, pragost, ki se zagrize dol do ulice Garducci, do trga Goldoni, torej do starega srednjeveškega obzidja. In na nek način ta divjina, ki je v nas, Nači o tem piše, ne, ta osvobodilja divjina, jaz sem to poskušal uštuliti kot naslov nekega prevoda, mi ni uspelo, da bi bil osvobodilji arboretum, mare regoni stern, ne, arboreto salvatico. To je tisti il selvatico che salva, to je tista divjina, ki odrešuje, ki zdravi. Mi niso pustili, zato ko osvobodilji diši po OF in vse to. Te so te naše lektorske in uredniške. To je naša divjina, ne? Je osvobodilja na nek način in to je nek pas zelenja, ki teče dol 1000 kilometrov do Grčije, če pomislite. In to je zelo dragoceno na nek način. In potem je dovolj malo pobrskati tudi po preteklosti, po Juliusu Hugiju, ki je vendar svoje prve korake navzdol
Mi plezamo navzdol, ne navzgor. Mi plezamo v jame in plezamo z rilkeve poti, abzajljamo dol na vstop v smer. Mi moramo dol najprej, zato da lahko gremo gor na nek način. To je lepo, no. In Kugi in je iskal te svoje rožice in to. Na Krasu in tudi sam Freud naj bi tam med Lokvijo in Divačo obiskal, danes ji pravimo Divaška jama, tudi jamar, naj bi v teh svojih popoldnevih, kraških popoldnevih, nekje, to je seveda, vsak bi rad to dokazal, da je pač vzrl tisto, kar je onkraj zavesti, pač nezavedno v črnini neke kraške luknje, no, tako. Tako da ja, ta Kras je nekaj zelo dragocenega in tudi, no, ponavljam, zdravilnega. To, da lahko v bistvu živiš kot meščan v stiku s to divjino, ki je in ni divja hkrati. Zato, ker moram tudi to povedati, da mi sicer nimamo vseh teh, ponavljam, vinogradov in goričk in to, kapelca, ampak tudi Kras je na nek način antropizirano območje, ne? Torej, to, da so tam neki kupi kamenja, razen če nisi kreacionist, pomeni, da jih ne nekdo tja vrgel, ne? Pomeni, da je nekdo se boril s tistim nekaj zemlje, kar je, in zato, da jo je lažje obdeloval, je pač mimogrede metal na kup ali pa polagal na suhi zidek. Torej, to je definicija Krasa, ne? Gmajna, kraška gmajna, je sad človeških rok. In v tem to je zelo gorjansko, zato ker Gorjani so točno to, se na strmem v bistvu borijo za nagreb tiste dva krompirja. Preden dam še priložnost, če bi kdo postavil kakšno vprašanje, bi zaključil z Košuto, ki je napisal spremno besedo in o tebi zapiše, če dovoliš: Diogen iz Sinope, samosvoj, škandalozen grški modrec, utemeljitelj kinizma, je v Atenah baje krožil o belem dnevu z oljno svetilko in se na zaprepadena poizvedovanja mimoidočih odzival zagonetno povednim: Iščem poštenega človeka. Jernej iz Trepč, slovenski predmejski modrec, kroži zdaj med bralci z leščerbo te svoje knjige, iskaje na njenih straneh, prek besedovanj z italijanskimi sogovorniki, natanko isto. Človeka, človeškost, humanizem. Jernej, hvala. Če ima morda še kdo kakšno vprašanje? Z veseljem. Ne? Mislim, da Jernej si prinesel s seboj tudi nekaj knjig, če bi kdo želel od tebe pridobiti, se usmerite nanj. Hvala še enkrat, da si se pripeljal iz drugega konca Slovenije. Trsta. Smem samo to malenkost. Tudi ta mit, da je Maribor daleč in tako dalje, ne? Za Mariborčana očitno ni heterotopija, odvisno, kje štartaš. Ne, sem želel povedati to, da zame nekje, hvala vam za vabilo, ampak bi morali tudi razumeti, da je vsak dogodek v Sloveniji vseslovenski dogodek, ne? Da je ta država tako majhna, da to omogoča. Da karkoli, kjerkoli prirediš, je za vse. Če bi te povabili na jug Italije, bi malo dalje trajalo. Moja žena v Trentu dela in je hudič, da je bo daleč. Tudi če je med Trstom in Trentom mislijo ljudje, da je samo mostiček. Ali tako, no, ja. Tako da to je ena to je velika sreča, no, nekje, ne, da smo lahko blizu. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. Kaj ponujete?